Evo, dobrodošli v tretjem delu naše velike trilogije o montažah. Živijo. Saša tam morate pa zdaj že res dobro poznati, ne? Pa tudi zmer bolj je sporočen pred kamero. In kot prejšnjikrat in še pred prejšnjikrat bo tudi danes govorila o montažah. In Čist samire. Čist si miren, ja. No, in danes bo v ospredju vrtne hiške. Morda še najbolj pomemben del v naši trilogiji, saj če vam vrtna hiška začne gniti ali pa ni bila na pravilen način skonstruirana, bo prinesla to še največ stroškov izmed vseh preomenjenih izdelkov. Tako da, Sašo, evo, kar prepuščam te besedo. S čim bi začel ti? Kaj bi tisto najbolj pomembna stvar, kaj bi izpostavil? Montaža, ne. V resnici sploh tukaj je zelo pomembna. Zdaj, kakor si rekel, ta je dejansko res, ta del je dejansko res največ škode lahko povzroči. Ravno zaradi tega, ker ne povzroča škode lahko samo na lesu oziroma na hiški, ampak praktično tudi lahko na stvareh, katere imaš spravljene tam noter, ne. Tako. Seveda, normalno, začel bom v bistvu kar od začetka, od postavitve, kako se postavlja naprej. Spet smo pri podkonstrukciji. Če se podkonstrukcija se mora postaviti ko je pri stiku s tlakom, mora biti vmes še ena plast hidroizolacije, zato da preprečimo ta Da vleče nase. Ja. Potem pa, ko postavljamo stene, pač ponavadi jih to postavljamo iz opaža. Zdaj, primerno, če jih ne bi, je pomembno, da je tam nek razmak, da zadeve niso preveč skupaj, ker če zadeva ne diha, bo posledično začela gniti hitrejše in bo nastala pač škoda. Pri opažu je zelo pomembno, ne vem, tudi naletel sem na primere, ko se je opaž narobe obračal, takole zdaj ga držim prav, če je črka U dol obrnjena, pomeni, da se tukaj voda lahko nabira. Pri opažu bi še omenil, ko se daje skupaj, je ponavadi kakšni krvijači, to da že začne kar pokati. To pač ni v redu, zadeva mora imeti malo prostora, malo mora biti razmaka. Mi sicer to preprečujemo z eno drugo tehnično rešitvijo, tako da imamo taki mehen jeziček, ki nam omogoča, da zadeve ne moreš preveč serijsko, ne moreš preveč stisniti skupaj. To, recimo, kar se tiče sten, pa bi izpostavil čelni les, mora biti zaščiten, recimo takole, čelni les bo nekje izpostavljen, sigurno, ne, in tak čelni les moraš primerno zaščititi. Lahko ga zaščitiš še z nekim lesenemu elementom, ali pa mi, konkretno to s pločevino. No, majhen bi samo en korak nazaj stopil pri tistem podkonstrukciji, ki sem omenil. Mi z našim hiškam iz programa Kubi sploh nimamo te težave, ker vse hiške so praktično toliko dvignjene v tal, da ni stika praktično s temi, oziroma če je le ta narejen s kovino, tako da tudi to je ful elegantna pa dobra rešitev. Pa če se vrnemo nazaj, čelni les, potem je pa treba še upoštevati različne, ko enkrat imaš hiško postavljeno, kje bo prehajalo do tistih mehanskih poškodb, kje bo les najbolj izpostavljen, da predvidiš to naprej in da to pač tudi predčasno zaščitaš z nekim lesom ali pa pač z lesom, ki ga imaš namen menjati, ali pa s pločevino, katera je bolj odporna na te mehanske udarce. Tako, pri sami kritini, seveda, tam je tudi mnogo nekih detajlov, moraš normalno, čisto osnova je, da zaščitaš, da nekje ne zateka noter, pa zgolj silikon ni dovolj. Tako da ne moreš samo to narediti, ampak pač s neko pločevino se zakriva tiste občutljive predele ali pa pač, ja, v resnici bi bilo to tako nekako, s pločevino dejansko zaščitaš tiste najbolj občutljive predele. No, upam, da si zapisujete te odlične nasvete, ki jih Saša tukaj poda. Ker je res veliko. Ja, no, glej, je, ne? Vse nabere. Tako, in ker to vam bo res pomagalo da boste vedeli, kaj je dobra montaža, pa tudi če ko sami vzdržujete ali pa kaj montirate, da imate neke smernice, na kaj morate biti pozorni, ne? Zato da bo to čim dlje obstalo, pa da ne boste imeli dodatnih stroškov s tem. Jaz bi še nekaj samo tam na hitro povedal. Bi še omenil to, da
pri montaži se velikokrat uporablja neke, bom rekel, širše, debelejše elemente, ki pa niso dobre rešitev. Čeprav izgleda mogoče človeku bolj logično, da ima bolj debelejši element, boljše, ni v resnici tu. Tak element lahko hitreje razpoka, posledično je tak element dovzeten za vodo. Potem je tudi treba vedeti, da žagan les, ki ni brušen, ki ni oblan, je tudi privlačna cena, ni pa privlačna dolgoročna rešitev, ker tak les je tudi hrapav in to pomeni, da se voda lahko dalj časa zadržuje na njega, vlaga se zadržuje, kapljica se zadržuje, tak les je predvsem tudi dosti nagen k temu, da prej gnije. Tako da ni samo brušenje oziroma oblanje, ni samo za dober občutek, ampak je tudi za mehansko zaščito resnice. Evo, super. Vedno sem še kaj spomnil, ampak ne vem, če bom povedal. Sem njih hotel reči, da smo že navajeni na tvoje dodatke, pa si me že prehitro predem bi te vprašal. Si me lahko vprašaš. A ja, imaš še nekaj za povedati? No, pa povej ta tvoj slavni dodatek. Se moram povedati tega, zato ker je tudi se navezuje na vse ostale, ampak ne bom se ponavljal čisto isto. V resnici, kakor sem že prej omenil, železni vijaki niso dobri vijaki. V primeru paža pa dejansko ne uporabljaš vijake, ampak uporabljaš spone. In tudi lahko uporabljaš železne spone, kar tudi ni dobro, ker ti tudi lahko narediš škoda. Tako da tudi v tem primeru je treba inox spone uporabljati, da dejansko res preprečaš rjavenje, posledično ali pa kemično reakcijo. Super, super. Sedaj ne vem, kaj bi lahko še sploh dodal na tole... Zdaj ne bom več dodal. No, dobro. Evo, no, pa smo pa mi prišli do konca naše trilogije. Oba dva prejšnja vloga se lahko pogledate na linkih, ki so pripeti na to objavo. Če imate še dodatno vprašanje, postavite, odgovorili bomo, mogoče bomo posneli še kakšen vlog, če se bo pokazala potreba. Če ne pa... Če bo več vprašanj, dejansko res lahko sledi tudi četrta kategorija. Ja, četrt vlog v naši trilogiji. Tako da šerite pa lajkate, to že tako pa tako veste, kako delati. Če ne pa, in se mi zdi, da je to, no? Ja, jaz tudi mislim. Mi se vidimo tako pa tako čez 14 dni v novi vdaji, mogoče, kako sem rekel, v četrtologiji. Do takrat pa uživajte, lepo se majte in zdaj, kaj je že spomnil dansko vreme, upamo, da greste tudi na kakšen sprehod.